Tukaj na Grenlandiji temu pravijo sezona odtajanja. Vsak mesec se stopijo milijarde ton ledu, a vsakič se odtrga le 1 tona. Morska gladina naraste in prizadet je celoten planet. Na prvi pogled se zdi, da je Grenlandija nemogoča za človeško bivanje. Skoraj povsod je namreč samo led. Zelo obsežno, zelo tiho in zelo mrzlo. Toda pod to debelo plastjo ledu se skriva svet, ki ga znanstveniki šele zdaj počasi začenjajo razumeti. In bolj ko znanstveniki raziskujejo Grenlandijo, več skrivnosti se pojavlja. Pravijo, da so odkrili starodavne gore, ki jih je prekril led. Obstajajo tudi doline in kanjoni, ki so večji, kot so prej mislili. In obstajajo deli zemlje, ki že milijone let niso videli sončne svetlobe. Za tiste, ki ne vedo, je Grenlandija največji otok na svetu. Po podatkih National Geographic in NASA je skoraj 80% celotnega otoka prekritih zelo debelim ledenim pokrovom. Drugje naj bi ta plast dosegala skoraj 3 km debeline. Pravzaprav je, kot da bi celotno državo prekril z ogromno goro ledu. Zaradi tega je tukaj zelo malo prostora, kjer lahko ljudje živijo. Večina ljudi na Grenlandiji živi le ob robu otoka, blizu morja, kjer je manj ledu in sta ribolov in potovanje lažja. V središču Grenlandije skoraj da ni stalnih mest, pa je samo led, ki se zdi neskončen. In še bolj nenavadno je, da tudi ni običajnih avtocest, ki bi povezovale mesta. Najpogosteje so letalo, helikopter ali čoln edini način, da prideš na drugo mesto. Ko pogledaš Grenlandijo od zgoraj, res izgleda kot ogromna bela puščava, ampak v resnici v preteklosti ni bila takšna. Po raziskavah podnebnih znanstvenikov in geologov je bilo pred milijoni let podnebje na Grenlandiji veliko toplejše. Tukaj so bile nekoč gozdovi, rastline, živali in kraji brez ledu. Toda ko se je svet skozi zelo dolgo obdobje ohlajal, se je postopoma oblikovala ogromen ledeni pokrov Grenlandije. Vsako leto jo dodatno prekriva sneg. Stari sneg, ki je ujet spodaj, se postopoma strdi, dokler ne postane trden led. In skozi zelo dolgo obdobje je led postajal vse debelejši in debelejši, dokler ni prekril skoraj celotnega otoka. Toda čeprav je Grenlandija prekrita z ledom, to ne pomeni, da je vse pod njim mrtvo. Pravzaprav se tam začne še bolj presenetljiv del zgodbe. Z uporabo radarjev, satelitov in posebne opreme NASA ter drugih raziskovalnih ekip, znanstveniki postopoma odkrivajo, kaj se skriva pod ledom. In to, kar so odkrili, ni bila preprosta ravna zemlja. Pod ledom so našli visoke gore, globoke doline in izjemno dolg kanjon, ki je bil skrit pod ledom zelo dolgo časa. Nekateri deli so videti kot prastari svet, zamrznjen v času. In medtem ko se svet zaradi podnebnih sprememb segreva, se nekateri deli grenlandskega ledu hitreje topijo. Zaradi tega se postopoma razkriva več skritih delov zemlje. Toda hkrati se ves svet sooča z velikim problemom. Po podatkih NASA in drugih podnebnih študij je na grenlandskem ledenem pokrovu shranjena ogromna količina sveže vode. Če se bo to še naprej talilo, se lahko morska gladina dvigne v različnih državah po svetu. To pomeni, da to, kar se dogaja na Grenlandiji, ni le problem Arktike. To lahko vpliva na milijone ljudi v različnih delih planeta. In bolj ko se led topi, več skrivnosti Grenlandije prihaja na dan izpod njene izjemno debele ledene plasti. Skrivnosti, ki jih je najhladnejši kraj na Zemlji skrival tisoče let. Ampak počakaj malo, naj za trenutek prekinem. Preden nadaljujemo z razpravo, bi vas prosil za en všeček in če lahko, se tudi naročite na kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Hvala lepa. Torej, vrnimo se nazaj. Na Grenlandiji ni zakopan samo led. Tukaj je skrit tudi eden najdaljših zapisov o podnebju Zemlje. Več desetletij so znanstveniki vrtali globoko v ledeni pokrov Grenlandije, da bi pridobili tako imenovana ledena jedra. To je kot dolga cev starodavnega ledu, izkopana izpod ledenika. Vsaka njegova plast je kot stran iz starega dnevnika sveta. Vsaka plast ledu je bila nekoč sneg, ki je padal pred tisoči leti. Sčasoma ga pritisne nov sneg, dokler se ne strdi in postane trden led. Še bolj presenetljivo je, da so v njem ujete drobne zračne mehurčke. Po podatkih NASA in raziskovalcev podnebja so ti zračni mehurčki kot časovna kapsula. Zaradi tega lahko znanstveniki ugotovijo, kakšna je bila atmosfera Zemlje v preteklosti, kako toplo je bilo podnebje,
koliko toplogrednih plinov je bilo in kako se je svet spreminjal skozi zelo dolgo obdobje. Zaradi teh ledenih jeder so raziskovalci ugotovili, da je na Zemlji že večkrat prišlo do velikih podnebnih sprememb. Že v preteklosti so bila obdobja, ko je bilo zelo mrzlo, in tudi obdobja, ko je bilo topleje kot danes. To pomeni, da se podnebje našega planeta že dolgo časa spreminja. Vendar pa številne sodobne podnebne študije kažejo, da se svet danes segreva hitreje kot pri mnogih naravnih podnebnih spremembah v preteklosti. In ko so podrobneje preučevali notranjost Grenlandije, so odkrili še nekaj bolj presenetljivega. Pod njim ni le starodavni led. Obstajajo območja s skrito zemljo, rastlinami in organskim materialom, ki so zelo stari. Nekateri znanstveniki so našli tudi ostanke listov in vej in zamrznjeno zemljo pod debelo plastjo ledu. To pomeni, da v preteklosti Grenlandija ni bila v celoti prekrita z ledom. Nekateri njeni deli so imeli rastlinje in je bila verjetno podobna tundrskemu ekosistemu. Kot mrzla travnata površina z enostavnimi rastlinami in majhnimi oblikami življenja. In še bolj presenetljivo je, da so nekateri od teh dokazov bili pridobljeni iz starih ameriških projektov vrtanja ledu pred desetletji. Zaradi tega je veliko znanstvenikov še bolj verjelo, da se je grenlandska ledena plošča v davnini močno zmanjšala. In to se je verjetno zgodilo, ko je bilo podnebje Zemlje toplejše. Toda tukaj ni skrita le zgodovina podnebja. Tudi sam videz Grenlandije pod ledom je zelo nenavaden, ker glede na radarsko kartiranje NASA in drugih raziskovalnih skupin pod Grenlandijo ni preprosto ravna zemlja. Pod ledom na severnem delu otoka so gore, doline in ogromni kanjon, ki so skriti. Po raziskavah je ta kanjon dolg več 100 kilometrov in zelo globok. Nekateri znanstveniki so ga celo primerjali z velikostjo velikega kanjona v Ameriki. Vendar pa je razlika v tem, da tega človek ne more videti. Ker je zakopan pod zelo debelo plastjo ledu že zelo dolgo časa, verjamejo, da je bil to nekoč tok starodavne reke, še preden se je oblikovala ogromna ledena plošča Grenlandije. To pomeni, da je predno je območje prekril led, tukaj nekoč tekla voda. In ker je radarska tehnologija danes bolj napredna, znanstveniki zdaj jasneje vidijo pravo obliko skritega sveta pod Grenlandijo. Obstaja celo nekaj gora, ki so skoraj prebile led na površje. Tem kamnitim izboklinam nad ledenim pokrovom pravijo Nunatak, so kot majhni kamniti otoki sredi prostrane bele ledene površine. A še bolj presenetljiva je ena stvar. Po raziskavah je grenlandska ledena plošča tako težka, da je potisnila samo zemljo otoka navzdol. Na nekaterih delih naj bi bila zemlja v središču Grenlandije že pod morsko gladino zaradi izjemne teže ledu na njej. In po nekaterih znanstvenih modelih, če bi ves led nenadoma izginil, bi se videz Grenlandije lahko popolnoma spremenil. Namesto enotnega otoka bi lahko izgledala kot skupina ločenih otokov, obdanih z morjem. To pomeni, da Grenlandija ne spreminja samo ledu, ampak je tudi sama oblika njene zemlje bila pod vplivom ogromne teže ledene plasti skozi milijone let. In ko se danes topi vedno več delov ledu, vedno več skrivnosti starodavne Grenlandije počasi prihaja na dan izpod tega zamrznenega sveta, kljub vsemu. Bolj ko znanstveniki poglabljajo svoje raziskave na Grenlandiji, bolj postaja jasno, da to ni zgolj preprost blok ledu. Pod njim so sledi zelo starih katastrof. Skrita jezera in živi organizmi, ki preživijo, čeprav je skoraj popolna tema in izjemno mrzlo okolje. Leta 2018 so raziskovalci naznanili presenetljivo odkritje v severozahodnem delu Grenlandije. Z uporabo radarja, ki lahko pogleda pod debelo plast ledu, so odkrili ogromen krater, zakopan pod ledeno odejo. Po raziskavah je verjetno nastal zaradi meteorita, ki je padel na Zemljo. Pred 1000 leti je nastal ta izjemno velik krater. Njegov premer dosega skoraj 30 km, ker ga je led hitro prekril, je izjemno dobro ohranjen. Kot da bi Grenlandija skrivala sledove starodavnega trka iz vesolja. Toda to ni edino, kar se skriva pod ledom. Znanstveniki so odkrili tudi podledeniška jezera. To so jezera, ki jih na površju ni mogoče videti, ker so zakopana pod zelo debelo plastjo ledu. Preprosto povedano, pod zmrznjeno površino je skrita prava voda. Po raziskavah ta jezera nastanejo zaradi kombinacije izjemne teže ledenega pokrova in toplote iz zemeljskih globin. Na nekaterih delih se spodnji del ledu tali, čeprav je površina zelo mrzla. Zato nastajajo žepi vode, ujete pod ledenikom.
Nekatera od teh jezer so zelo majhna, druga pa so dolga več kilometrov. In kar je še bolj presenetljivo, ta jezera se spreminjajo, ko se led nad njimi premika. To pomeni, da so procesi pod Grenlandijo še vedno živi in aktivni, čeprav je na površju videti mirno in zamrznjeno. A vse je postalo še bolj nenavadno, ko so znanstveniki pod ledom odkrili dokaze o starodavnem življenju. V Camp Century na severozahodu Grenlandije so pod vzorci ledenega jedra našli zamrznjene ostanke rastlin. Našli so liste, veje in organski material, ki je izjemno star. Po mnenju raziskovalcev je možno, da so nekateri od teh stari več kot milijon let. In to pomeni, da je bilo nekoč obdobje, ko so bile na Grenlandiji rastline in morda celo majhni gozdovi. Ni bila vedno prekrita samo z belim ledom, kot jo vidimo danes. Takrat je bilo tukaj življenje, bila je zemlja in ekosistem, ki ga je kasneje prekrila ogromna ledena plošča. Kot da bi se starodavni svet dobesedno zamrznil v času. Še bolj presenetljivo pa je, da pod Grenlandijo niso le ostanki mrtvih rastlin. Tukaj so do danes našli tudi še vedno žive organizme. Po znanstvenih raziskavah pod ledom živijo mikrobi in bakterije, čeprav skoraj da ni sončne svetlobe. Nekatere med njimi so našli v zelo globokih ledenih jedrih in po besedah raziskovalcev so nekatere bakterije ostale žive, čeprav so bile zamrznjene tisoče let. Na prvi pogled se zdi nemogoče, da bi kdo preživel na takem mestu. Ni toplote, skoraj ni hrane. Pritisk je izjemno visok in temperatura je stalno pod ničlo. A vendarle ti majhni organizmi še vedno najdejo način za preživetje. Namesto da bi uporabljali sončno svetlobo kot rastline, črpajo energijo iz kemičnih reakcij v kamninah in mineralih okoli sebe. Znanstveniki temu pravijo kemosinteza. To pomeni, da tudi brez sonca še vedno obstaja način za življenje. In zaradi tega so znanstveniki postali še bolj zainteresirani za možnost življenja na drugih zamrznenih svetovih, kot je Evropa, Jupiterjeva luna ali nekaterih delih Marsa v preteklosti. Ker če lahko nekaj živi pod zelo debelim ledom Grenlandije, je morda to mogoče tudi drugje v Osončju. Obstaja še ena nenavadna stvar, ki jo opazimo vsako poletje na Grenlandiji. Na nekaterih delih ledu se pojavijo temne lise na površini. To niso samo navadne umazanije. Pogosto jih povzročajo alge, prah in mikroorganizmi, ki živijo v ustaljeni vodi na površini ledenega pokrova. In ker so temne barve, absorbirajo več toplote od sonca. Zaradi tega hitreje topijo led okoli sebe, kot majhna živa bitja, ki počasi spreminjajo površje Grenlandije. Zato bolj ko svet preučuje Grenlandijo, bolj je jasno, da gre za ogromen zamrznjen arhiv zemlje. Ni le preprosta gmota ledu. To je kraj, ki skriva starodavno podnebje, sledi meteoritskih udarcev, skrita jezera in organizme, ki lahko preživijo v enem najekstremnejših okolij na planetu. Bolj ko znanstveniki raziskujejo podzemlje Grenlandije in njen led, bolj jih preganja eno vprašanje. Ali je mogoče, da se pod ledom skrivajo še večji ekosistemi? Ne le preproste bakterije, ampak kraji s svojim lastnim majhnim svetom. Ta ideja ni zgolj domišljija, kajti na Antarktiki so pod zelo debelo plastjo ledu odkrili podledeniška jezera. Po ugotovitvah znanstvenih odprav, ko so raziskovalci vrtali v nekatera od teh jezer, so našli mikrobe in majhne organizme, ki so bili dolgo časa izolirani od zunanjega sveta. Na Antarktiki obstajajo tudi kraji, kjer toploto povzroča vulkanska dejavnost pod zemljo. V nekaterih podzemnih jamah tam rastejo mahovi, gljive in majhni organizmi, čeprav je na površju izjemno mrzlo. Kot da je pod zamrznjenim planetom skrito življenje. Na Grenlandiji pa niso odkrili takšnih vulkanskih jamskih sistemov. Vendar pa so po raziskavah pod otokom tudi nekatera geotermalna žarišča. To pomeni, da obstajajo deli Grenlandije, kjer naravna toplota prihaja iz notranjosti zemlje. In zaradi tega je mogoče, da obstajajo kraji pod ledom, kjer je tekoča voda in pogoji, ki lahko podpirajo preprosto življenje. Za zdaj še ni dokazov o velikih živalih ali nenavadnih bitjih pod Grenlandijo. Vendar pa po mnenju znanstvenikov obstaja možnost, da še vedno obstajajo majhni ekosistemi, ki jih do danes še niso odkrili. Vsak vzorec blata, ledu ali mikroorganizmov, ki ga pridobijo izpod ledenika, pa prinaša nove informacije o preživetju v ekstremnih okoljih. Zaradi tega znanstveniki uporabljajo Grenlandijo tudi kot nekakšno vadbišče za preučevanje možnosti življenja na drugih zamrznenih svetovih v Osončju. Naprimer, na Jupiterovi luni Evropi naj bi pod debelo plastjo ledu obstajalo ocean.
In če lahko mitrobi preživijo pod Grenlandijo, je morda to mogoče tudi na drugih svetovih. Toda medtem ko znanstveniki preučujejo skrivnosti pod ledom, se še ena večja težava vse bolj zaostruje, saj se Grenlandija sama počasi spreminja. Že več desetletij raziskovalci opažajo, da se ledeni pokrov Grenlandije topi vse hitreje. In po podatkih NASA in drugih skupin za spremljanje podnebja je Arktika danes eno najhitreje segrevajočih se območij na planetu. Vsako poletje se stopi večji del ledu kot prej. Tudi visoka in izjemno mrzla območja v središču ledenega pokrova včasih doživijo taljenje površine, kadar je vreme izjemno vroče. Leta 2012 in 2019 so satelitske slike pokazale, da je bilo taljeno vodo mogoče najti celo na najvišjih delih grenlandskega ledenega pokrova. To je zelo nenavadno, saj je bilo to območje prej izjemno mrzlo. Še bolj presenetljivo pa je bilo, kar se je zgodilo leta 2021. Prvič v sodobnih zapisih je na vrhu grenlandskega ledenega pokrova deževalo, ne snežilo, ampak deževalo. In za številne znanstvenike je to jasen znak, kako močno in hitro se podnebje v Arktiki spreminja. Okoli Grenlandije pa številni ledeniki, ki so neposredno povezani z morjem, postopoma postajajo tanjši, hitreje drsijo proti oceanu in zaradi tega se več velikanskih ledenih gora odlomi in plava po morju. Po raziskavah vsako leto na Grenlandiji izginejo milijarde ton ledu. In ni samo Grenlandija tista, ki je prizadeta, ker se ledena odeja tali, ogromne količine sladke vode pritekajo v oceane, kar je zdaj eden največjih razlogov za dvig morske gladine po vsem svetu. Na prvi pogled se zdi, da je letno zvišanje morske gladine majhno. Toda ko to združimo skozi več desetletij, ima to velik vpliv na obalna mesta in nizko ležeča območja v različnih državah. In po številnih podnebnih napovedih se lahko to še poslabša do konca tega stoletja, če se bo hitro segrevanje sveta nadaljevalo. Zato, medtem ko se starodavni svet pod Grenlandijo počasi razkriva, se pojavlja tudi ena jasna resnica. Led ni trajen, premika se in se topi. In medtem ko se podnebje Zemlje spreminja, skrivnosti, ki so bile tisoče let skrite pod njeno ledeno površino, počasi prihajajo na dan. Danes največje vprašanje znanstvenikov ni več, ali se Grenlandija topi, ampak kako dolgo jo še lahko zadržimo. Kajti po številnih podnebnih študijah obstaja možnost, da bo svet dosegel tako imenovano prelomno točko. To je točka, kjer bo led še naprej izginjal, tudi če bi ljudje zmanjšali izpuste toplogrednih plinov. Preprosto povedano, gre za domino učinek. Ko podnebje doseže kritično vročino, se bo taljenje ledenih ploskev še hitreje pospeševalo. In kar je zaskrbljujoče, na Grenlandiji je shranjena ogromna količina ledu. Po podatkih NASA in drugih znanstvenih ocenah bi popolno taljenje grenlandske ledene ploskve lahko dvignilo svetovno morsko gladino za skoraj 7 metrov. To je res ogromno. Številna obalna mesta v različnih državah bi lahko bila poplavljena ali celo popolnoma izginila z zemljevida, če bi se to zgodilo. Vendar znanstveniki pojasnjujejo, da se to ne bo zgodilo v nekaj letih. To bi lahko trajalo še več 100 let. Toda težava je v tem, da se spremembe, ki jih bo težko obrniti nazaj, že začenjajo dogajati. In medtem ko se svet segreva, obstajata dve stvari, ki še dodatno pospešujeta taljenje Grenlandije. Prvič, oceani okoli nje se segrevajo. Ko je morska voda toplejša, razjeda spodnji del ledenikov, ki so neposredno povezani z morjem. Drugič, nekateri deli ledu potemnijo. Ko so na površini ledene ploskve umazanija, prah ali temni mikroorganizmi, ta vpije več sončne toplote. Namesto da odbija sončno svetlobo nazaj, se led bolj segreva, zaradi tega se tudi hitreje tali. Danes so na Grenlandiji prizori, ki so bili prej redki, postali nekaj običajnega. Po površini ledenika tečejo reke, nastale iz taljenega ledu. Nekatere od teh rek so živo modre barve, drugje pa so globoke luknje, imenovane mulini. Tukaj pada staljena voda s površine pod ledeni pokrov. Ko je pod ledenikom več vode, led bolj drsi in se hitreje premika proti morju. Leta 2010 je eno jezero na Grenlandiji skoraj čez noč izginilo, potem ko je voda odtekla pod ledeni pokrov. Kot da bi ledenik dobesedno pogoltnil celo jezero. Toda medtem ko se Grenlandija topi, ne prinaša le nevarnosti. Hkrati pa narašča tudi zanimanje različnih držav in podjetij za bogastva, ki so skrita pod ledom. Po geoloških raziskavah je Grenlandija bogata z različnimi dragocenimi minerali.
Ima redke zemeljske elemente, cink, železo, zlato, uran in drage kamne kot so rubini. Redki zemeljski elementi so postali še posebej pomembni, ker se ti elementi uporabljajo v sodobni elektroniki, baterijah, vetrnih turbinah in drugih zelenih tehnologijah. Zato je veliko držav zainteresiranih za Grenlandijo. V južni Grenlandiji so nekateri nahajališči, ki veljajo za ena največjih na svetu. In po poročilih so rudarska podjetja iz različnih držav, kot sta Avstralija in Kitajska, že dolgo zainteresirana za to območje. Ko se obdobje močnega ledu krajša in se permafrost postopoma tali, postaja rudarjenje na območjih, ki so bila prej skoraj nedostopna, vse bolj mogoče. Vendar pa tu niso zanimivi samo minerali. Obstaja tudi možnost, da so pod oceanom blizu Grenlandije zaloge nafte in zemeljskega plina. Zaradi tega se že desetletje razpravlja o možnem vrtanju na Arktiki. V preteklosti so bili raziskovalni projekti, ki so nakazovali, da obstajajo kamninske formacije, ki bi lahko vsebovale naftne zaloge. Toda do danes je še vedno težko izvesti obsežno pridobivanje, zaradi ostrega podnebja in oddaljenosti kraja. In tukaj je grenlandska vlada leta 2021 sprejela nenavadno odločitev. Namesto, da bi razširili raziskovanje nafte, so napovedali, da bodo prenehali izdajati nova dovoljenja za to. Po uradnih izjavah takrat so želeli dati prednost varstvu okolja in podnebnim skrbem pred kratkoročnimi dobički iz naftne industrije. Ampak kljub temu geopolitični interes za Grenlandijo še vedno obstaja. Poleg virov je namreč tudi njena lokacija izjemno pomembna. Nahaja se med Severno Ameriko in Evropo, prav tako je blizu Arktičnega oceana, ki postaja vse bolj dostopen, ko se led topi. Zato za velike države Grenlandija ni zgolj otok. To je strateško ozemlje, ki bi lahko imelo veliko vlogo v prihodnosti gospodarstva, virov, ladijskih poti in svetovne politike. In ko se izpod ledu pojavlja vedno več delov Grenlandije, postaja vse bolj jasno, da tukaj ni skrit samo starodavni svet, ampak tudi bitke za vire, podnebje in moč, ki bi lahko oblikovale prihodnost celotne arktične regije. Za Grenlandijo se ne zanimajo samo podnebni znanstveniki, že desetletje je to tudi pomembno območje za vojsko in svetovno politiko. V času hladne vojne so Združene države Amerike zgradile veliko vojaško bazo na severnem delu Grenlandije. Imenovala se je Thule Air Base, danes je znana kot Pituffik Space Base. Takrat je bila pomembna za nadzor in sisteme za opozarjanje na izstrelke Amerike proti Sovjetski zvezi. Zaradi izjemne bližine arktične poti med Rusijo in Severno Ameriko je Grenlandija postala strateška lokacija za vojaško spremljanje. Vendar pa obstaja še en bolj skrivnosten projekt, ki je bil dolgo časa skrit pred javnostjo. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je ameriška vojska zgradila podzemno bazo neposredno pod ledom Grenlandije. Poimenovali so jo Camp Century. Na prvi pogled je to izgledalo kot običajna raziskovalna postaja. Toda po razkritih poročilih, ki so prišla na dan po letih, so imeli takrat še veliko večje načrte. Tako imenovani projekt Ledeni črv. Njegov namen naj bi bil ustvariti mrežo predorov pod ledom, kamor bi lahko namestili jedrske rakete. Kot nekakšen skrivni raketni sistem, skrit znotraj arktičnega ledu, a to se ni nikoli povsem uresničilo. Projekt so sčasoma opustili zaradi težav s premikanjem ledu. Čeprav se zdi, da je grenlandska ledena plošča trdna in stalna, se sčasoma premika. In to je pokazalo, da tudi največje velesile tistega časa niso mogle nadzorovati arktičnega okolja. A vendarle zanimanje velikih držav za Grenlandijo ne izgine niti danes. Leta 2019 je po vsem svetu odjeknila novica, da je ameriška vlada zainteresirana za nakup Grenlandije. Danski in grenlandski uradniki so to hitro zavrnili. Toda to je pokazalo, kako pomemben je otok v sodobni geopolitiki. Poleg Amerike ima tukaj interes tudi Kitajska. V zadnjih letih se je vpletenost Kitajske v Arktiki razširila prek znanstvenih projektov, rudarjenja in investicij. In po mnenju nekaterih analitikov je to del večje strategije za pridobitev vpliva v arktični regiji. Ker se led na Arktiki vse bolj topi, postajajo nove pomorske poti v severnem delu sveta vse bolj mogoče. Včasih je bilo skoraj nemogoče, da bi tovorne ladje plule po Arktiki, ker je morje tam stalno zamrznjeno. Toda, ko se podnebje segreva, so nekateri morski prehodi dlje časa odprti. In če se bo to nadaljevalo, bi lahko obstajala hitrejša pot iz Azije v Evropo prek Arktičnega oceana. To pomeni, da bi se lahko zmanjšal čas in stroški prevoza. Zato za številne države Grenlandija ni le led.
Vidijo prihodnost trgovine, virov in strateškega nadzora v Arktiki. In ko se globalno zanimanje za Grenlandijo povečuje, postaja tudi vprašanje o prihodnosti same Grenlandije vse pomembnejše. Trenutno je Grenlandija avtonomno ozemlje pod kraljevino Dansko, ima svoj parlament in vlado, ki upravljata večino lokalnih zadev. Vendar pa sta obramba in zunanja politika še vedno v veliki meri povezana z Dansko. Kljub temu si veliko Grenlandcev želi večjega nadzora nad lastno zemljo in viri. Nekateri verjamejo, da bi nekega dne to lahko postala popolnoma neodvisna država, vendar je to vprašanje zapleteno. Ker velik del gospodarstva Grenlandije še vedno podpira Danska prek letnih finančnih subvencij, če bi postala neodvisna, bi morala imeti dovolj lastnih prihodkov iz industrij, kot so ribolov, turizem in rudarstvo. In tukaj postane ravnotežje še težje. Kajti ko se v Grenlandiji pojavlja več gospodarskih priložnosti, se hkrati povečuje tudi nevarnost za njeno okolje. Nekateri želijo razširiti rudarstvo in razvoj, vendar pa so tudi taki, ki želijo zaščititi krhki arktični ekosistem. In to je grenlandska vlada pokazala že leta 2021, ko so zaradi podnebnih skrbi ustavili izdajo novih dovoljenj za raziskovanje nafte. Z drugimi besedami, nočejo takoj tvegati narave samo zaradi hitrega zaslužka. Grenlandija je tudi ena izmed aktivnih udeleženk v arktičnih razpravah in podnebnih pogajanjih. Pogosto predstavljajo pogled domorodnih skupnosti, ki že dolgo živijo v arktični regiji. Za njih niso na kocki samo viri, ampak tudi kultura, narava in prihodnost naslednjih generacij. In sčasoma številni opazovalci za Grenlandijo vidijo dve možni poti. Prva možnost je, da bi lahko nekega dne postala neodvisna država, ki bi uporabljala svoje vire in mednarodna partnerstva za izgradnjo lastnega gospodarstva. Druga možnost je, da ostane povezana z Dansko, vendar z večjo samoupravo in lokalnim nadzorom. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, je jasno, da se bo Grenlandija v prihodnjih desetletjih še spreminjala. Bolj ko se led topi, bolj je povezana s preostalim delom sveta. Več ladij, več poslov, več političnih interesov. Toda hkrati s tem prihaja več nevarnosti in težjih odločitev. Kajti Grenlandija ni le preprost otok ledu. To je kraj, kjer se srečujejo podnebne spremembe, geopolitika, naravni viri in prihodnost Arktike. In za približno 56.000 ljudi, ki tu živijo, bo svet, ki ga bodo v prihodnosti videli njihovi otroci, verjetno povsem drugačen od Grenlandije, kot jo poznamo danes. Manj ledu, več povezav s svetom, a še vedno s hladnim, močnim in edinstvenim duhom Arktike, ki že dolgo oblikuje življenje na tem otoku.